Hvala za povabilo, hvala za besedo. Pa bi mogoče jaz tudi kar začel, zato ker mislim, da imam preveč slik in bom mogel nekje dokaj hitro skozi, pa bi vas rad mogoče pripravil na to potovanje. In sicer bom govoril o prostoru. Prostor nam je pa tako blizu, ne samo ob nas, ampak tudi v nas, da izjemno težko najdemo tisto distanco, da bi ga razumeli v bistvu iz distance, kar je pa v nekih določenih trenutkih verjetno tudi nujno. Zato ni naključje, da je francoski strukturalistični filozof Michel Foucault rekel, da se je v prostoru v naši civilizaciji izjemno malo razmišljalo. Celo filozofi so se v glavnem ukvarjali s časom, dejansko je pa prostor pravzaprav neko področje, ki je bilo kar precej pozabljeno, da ne rečemo zanemarjeno. Hvala. Hkrati pa najnovejša nevroznanost ugotavlja, da je pravzaprav preko hipokampusa dejansko naš sistem pomnjenja in orientacije v prostoru pravzaprav zgrajen na načinu orientacije v prostoru. Na to so trčali predvsem skozi proučevanje bolezni, kakor sta Alzheimerjeva in demenca. Torej, da je pravzaprav nek globlji odnos do stvarnega prostora v naši civilizaciji, ki je od postmoderne naprej izrazito podvržena virtualizaciji, navidezni resničnosti. To je prvo obdobje v civilizaciji, da se skozi neko globje raziskovanje ne išče resničnosti, da ne rečem resnice, ki sicer res, da je zelo prevrtljiva, če je z veliko začetnico skozi ideologijo vsiljevana, ampak dejstvo je, da ta razhod med resnico in resničnostjo pravzaprav je nekaj, kar nas verjetno še čaka v 21. stoletju in novem tisočletju, da rešimo večino problemov, ki ravno v petkih v bistvu skozi mlade generacije, ki opominjajo na nek način, vedno bolj postaja tudi družbeno aktualno, če so bile teme ekologije v bistvu še pred leti na nek način nekaj, kar je tako rekoč skoraj da drugorazredno vprašanje. Zato bi vas poskušal tukaj po neki bližnjici pripeljati do tistega, kar je neko mojstrsko orientiranje v samem prostoru in ker arhitektura je umetnost prostora ali pa gradnje v prostoru, je pravzaprav prisluhniti in razumeti na nek način te mojstre dejansko tudi najbližja pot. Tukaj vam kažem, ne vem, mogoče ste že prepoznali v bistvu, to je kljuka, ki je v bližini, tukaj je na mestu Plečnik. Se mogoče kdo spomni, kje? V Plečnikovem hramu v Križankah. In sicer vidite, da je izjemno preprosto. Gre samo za dve pločevini, ki sta sicer, jaz sem jih razvil v bistvu. Ena je na eni strani, zunanji strani vrat, druga je na notranji strani vrat. Imata pa eno razliko, da je ena guba v bistvu toliko plitva in samo nakazana, da lahko na tej strani samo potisnemo, na drugi strani pa kljuka toliko razvita, da res lahko tudi potegnemo. Skratka, tukaj je Plečnik samo obliko kljuke, samo formo, podal informacijo in ni treba, da piše vleci rini, pa je pravzaprav sama oblika, tako rekoč tista bližnica do tudi same funkcije. Mislim, zdi se mi to en izjemno dober pristop, v bistvu preprost, jasen, ki nas nekako lahko uvede v prostor. Plečnik seveda ne bi bil Plečnik, če ne bi svojim študentom in seveda tudi profesorjem na samem vhodu v fakulteto, zelo blizu tega Plečnikovega hrama, tako rekoč pustil s tem baldahinom en ne samo spomin, ampak tudi opomin, v bistvu kaj prostor je. In iz tega baldahina, če stopimo v bistvu točno v osi stavbe z vrati za hrbtom na rob ceste in pogledamo proti desni, lahko vidimo v bistvu, kako natančno je postavil to Zoisovo piramido v os in seveda tudi vrh v bistvu enega od vrhov v bistvu šanc grajskega griča. Tukaj povezal pravzaprav in navezal svojo obliko, ki je seveda najstarejša arhitekturno izražena oblika, recimo tudi to srednjeveško. Vidite pa recimo, kako lepo
je pravzaprav oblikoval to strmo piramido, ki je v direktnem odnosu, formalnem tudi z zaključkom zvonika. Tudi ta piramidon, se pravi ta kamen na vrhu, ima tako rekoč na vsako stran nek izpust, v bistvu podobno recimo kot Šentjakobska cerkev sama. In seveda, če zdaj pogledamo na drugo stran iz iste točke, ena do zdaj dosti zanemarjena, no tukaj lahko vidite, še enkrat preverite to posebnost, Plečnik seveda doda na drugi strani tudi ta velik Marijin steber in s tem recimo v ravnovesi še rečemo tudi ta sredinski stolpič v bistvu cerkve, tako da dobi izjemno poudarjeno sredinsko os in na nek način tudi ta okvir. Veste, ker se ukvarjate z modo, da sta pravzaprav dva pristopa v marketingu, kjer spin doktorji vizualnega marketinga uporabljajo včasih targeting, drugič pa framing. Tukaj v bistvu mojstri, če hočete uresničiti nekaj, kar ni samo sezonska uspešnica, ne, ampak vendarle tisto, kar Plečnik želi, se pravi ta večnostna arhitektura, ki skozi generacije lahko traja, hkrati tudi v času, ko on ni bil popularen, malo počaka, pa se kasneje recimo spet prepozna kot izjemno kvalitetna, je treba pravzaprav rob in center uglaševati v bistvu skupaj. Zato Plečnik samo glavo obrnemo iz iste točke, umesti na drugo stran, kjer je pa res prehod v mesto, med dva zidova, tako rekoč tri portale. Tri portale ljubljanskih vil, ki so padle, portale so pa shranili. Tudi on jih je posebej čuval na nek način in jih razporedi pravzaprav na en zelo zanimiv način. Iz te točke, vidite, natančno do decimetra v bistvu pokrivajo drug drugega in ustvarjajo eno lepo triadno strukturo z značilnostjo in medias res, ta stari latinski pregovor, da resnica na nek način je vedno v sredini v bistvu. Preteklost je samo še spomin, prihodnost je naša želja, vizija, načrt, recimo, ne. Samo tukaj in sedaj na nek način res lahko ključne stvari premikamo, toda samo, če se učimo iz zgodovine in na nek način skozi sedanjost razumemo tudi prihodnost. Skratka, Plečnik na drugi strani, če je tisto prvo, predvsem targeting, se pravi materializacija središča, je to tukaj v bistvu ravno nasprotno s tremi okvirji, ki so v sredini prazni, neke vrste framing. In ni naključje, da samo sredinski portal zares popelje v bistvu tudi v mesto. Naj bo ta celovita metafora, ki je seveda še globje na nek način opredeljena, kajti skoraj v vsakem področju človekovega udejstvovanja imamo te dve razliki. V glasbi recimo na eni strani ritem, na drugi strani melodija. V matematiki imamo na eni strani analizo, ki je danes pripeljala do binarne logike in vsega tega računalniškega sestava, s katerim v bistvu smo omreženi v globalnem in lokalnem. In na drugi strani geometrija v bistvu, ki je pač tudi ključna za to, kar delamo s samimi projekti in tako naprej. Skratka, Plečnik je tukaj zajel neko izjemno globoko elementarno razliko, ki jo je razločil, hkrati pa ne ločil. V bistvu slehernemu, ki vstopa v ta prostor, je dal pravzaprav nek zelo dober akord za razumevanje tega prostora. Kaj lahko naredi zelo dober arhitekt s sodobnim jezikom na nek način, bi vam pa podal na začetku primer Petra Zumthorja, ki je pravzaprav to kljuko od Gottfrieda Benema uporabil ravno tako v neki svoji arhitekturi, ampak tukaj spet lahko vidite izjemno preprosta, ulita betonska vrata, ki imajo tako rekoč za oprijem v bistvu in za ključ samo 3 luknje, anatomsko prilagojene, hkrati pa še neka antropomorfna oblika v bistvu, ki zaokroži recimo to preprosto sporočilnost. No in v eni vasici je Peter Zumthor postavil
tako rekoč neke toplice, ki so zasedene zdaj verjetno že več kot 10 let. Vsako leto, popolnoma do zadnjega, čakajo ljudje več kot pol leta, da pridejo na vrsto, recimo. Ne. Hkrati pa, kot vidite, izjemno natančno razumel pokrajino, od zgoraj izpred hotela ustvaril samo tisto, kar v tej bližini manjka, in to je nova jasa. Hkrati pa vgradil na nek način noter v te toplice nekaj, kar je spet iz lokalnega okolja, lokalni kamen, vodo in univerzalno svetlobo. Skratka, pometuje z vso mašinerijo v bistvu keramike in industrializiranih polizdelkov, recimo za običajne wellnesse, igranja z vodo, in dosegel seveda izjemen učink, odprl pravzaprav to strukturo za zunanji bazen proti jugu, hkrati pa ustvaril mogoče eno res globoko željo človeka, da se v čistem gorskem Tolmunu na nek način lahko ukoplje s pogledom na zasnežene vršace. Seveda je pa tudi ta voda na nek način segreta ne skozi ogljikovodike, ker bi bilo spet lahko razlog za protestiranje, ampak potegnjena in ogreta tako rekoč s toploto, toplino zemlje same na nek način, s toplotno črpalko, skratka brez te, rečemo, tehnološke spornosti. Hkrati hočem vam samo reči, da globoko razumevanje prostora nas lahko pripelje pravzaprav, da realiziramo tisto, kar mogoče pred stoletji ali pa desetletji v bistvu še ni bilo mogoče. Zanimivo pa je, da kljub temu, da je vasica Vals na nek način visoko pod vrhovi, je še vedno ogrožena z globalističnimi, nam rekel projekti, ampak celo projektili. V bistvu 200 metrov nad to strukturo v bistvu hoče postaviti najvišji nebotičnik v bistvu v Alpah, tako da tudi Švicarji niso imuni žal na tiste probleme, ki jih pač trenutno čutimo vsi, pa bomo šli zdaj ne samo od Plečnikove piramide do tistih prvih piramid, ampak se bomo sprehodili nekako skozi te ključne civilizacijske trenutke, da bomo lažje razumeli, kako globalna civilizacija z nekaterimi dobrimi stvarmi, hkrati pa tudi z nekaterimi senčnimi stvarmi pritiska na sleherni kraj na zemlji. In če hočemo, da bomo univerzalno prepoznali v lokalnem, je res dobro, da na nek način razumemo ta pritisk. Pa se ga da dobro videti v bistvu v tem kontrapunktu med neko formacijo, ki je stvar trenutka, in neko formo, se pravi prvo arhitekturno formo, ki pa vemo, da je tako rekoč najdaljšega dosega do zdaj, recimo, in traja in kljubuje v bistvu praktično že tisočletja. In kako zdaj to našo civilizacijo, v bistvu, ki je večkrat se že izkazala preveč enosmerna, pripravi do tega, da se uglasi na nek način na ta globlji kulturni nivo in da ljudje v bistvu kjerkoli se že rodijo, ne bojo odtrgani od prostora na tak način, da jih neka povodenj v bistvu začne odnašati in da prostor okrog njih na nek način vendarle postane izziv v bistvu, ki jim omogoči, da preživijo v bistvu človeka dostojno življenje. Pred desetletjem se je začelo v bistvu na eni Lampedusi. Vemo, da smo valove pravzaprav tega kasneje okusili že sami. Hkrati pa, vsaj to je moja sicer interpretacija, je pravzaprav problem begunstva lahko razumljiv tudi s problemom potrošništva. Tisto, kar je v razvitih državah potrošništvo, je v bistvu v tem nerazvitem delu, nažalost, v bistvu, če uporabljamo to čudno sintagmo, v bistvu pa begunstvo. Oboje ima en skupni imenovalec in sicer odtrganost od prostora. Tudi potrošniki, če hočejo v bistvu hlastati na nek način po slanih in sladkih vodah, da bi pogašili svojo žejo, morajo biti od prostora odtrgani, da to delajo res hlastno v bistvu in na nek način strastno. Zato, če hočemo razumeti pravzaprav tudi to katastrofično naravnanost naše civilizacije, kajti niso katastrofe samo naravne, so v bistvu tudi človeško pogojene in celo Japonci, ki obvladajo potrese do zadnjega, kajti imajo jih res veliko, v bistvu naredijo tako napako, da na jedrsko centralo dajo regulacijske mehanizme dol,
ne pa gor. Skratka, pozabili so, da res velik potres v bistvu za sabo potegne cunami in s tem smo pravzaprav poleg ekološke katastrofe imeli na nek način tudi tehnološko. Isti problem pa ostaja, na eni strani ljudje tako stisnjeni, da okrog sebe nimajo prostora, na drugi strani pa opustošenje. In to je tisto pač, kar saj mi kot arhitekti moramo misliti na tak način, da vendarle to, rečemo, človeško napako v bistvu do minimuma zmanjšamo in da naša civilizacija sama v sebi ne bo več tako katastrofična. Če vidimo, na kakšen način funkcionira recimo taka katastrofa kot točkovna obremenitev, recimo gorenje ene naftne ploščadi v Mehiškem zalivu, ki pol z oblaki na nek način lahko obremeni celoten svet, če pride do velikega izbruha supervulkana, recimo, kjer pride do zime in pred selitvijo narodov, recimo sta baje v enem letu eksplodirala dva velika vulkana in je bila ravno vulkanska zima tista, ki je sprožila pravzaprav te premike. To tako mimo grede, ker ste pač prej slišali, da je v 6. stoletju do tega prišlo. No, medtem ko tisto, kar je pogojilo življenje na Zemlji, deluje drugače. V bistvu je točkovna razsvetlitev v bistvu na nebu, je potem neka refleksija v stiku z Zemljo in vse, kar danes uporabljamo, v bistvu tudi nafto in premog, je pravzaprav sled in ostanek, tako rekoč, tega življenjskega procesa. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da te stvari premislimo ne samo tako rekoč znanstveno-teoretsko, ampak res naravoslovno, v tistem primeru tudi čutno, nazorno. In tukaj pa lahko kar naenkrat trčimo na drug način odnosa do prostora, ki pa je globoko vsebovan v bistvu v stari kulturi, ki se je ves čas uglaševala s konkretnimi zahtevami in hkrati tudi pogoji nekega določenega območja. Tako tukaj je tista bližnica pravzaprav, ne, ni nam treba izumljati pretirano, treba je v bistvu predvsem razumeti tisto, kar nam naša dediščina lahko sporoča. Tukaj lahko vidite, ne, da je pravzaprav en obelisk robov v Ljubljani, zgrajen sredi 18. stoletja, na nek način materializacija tega istega principa. Na vrhu elektron, ki pač, dokler je bil iz srebrno-zlate zlitine, se je bleščal, v stiku z nebom se more bleščati. Potem ta telo obeliska, v bistvu, ki je neke vrste šiv med nebom in zemljo, in potem struktura v bistvu kot stik z stvarnim prostorom, z materijo, tako rekoč tega prostora. Vidite pa, podobno kot je Plečnik umestil točno v os šole, to svojo strukturo, podobno tudi roba, vsak mojster na nek način išče tiste ključne točke prostora, umesti ta pogled, ki ga zdaj vidite, seveda je posnetek star, tudi kranjski bodo stari. Ti avtomobili ne samo, da še vedno vozijo, ampak tudi sami so precej old fashion. Zdaj vidite pa v bistvu, kako natančno v bistvu roba položi obelisk, ne samo v horizontali, tako da prevlada recimo s to svojo višino obe dominanti cerkve in se zelo lepo uglasi med te tri obstoječe dominante kot nova meščanska struktura. Vidite lahko tudi, kako je koren tega obeliska izrazito samo v podaljšku, tako rekoč Škofovske palače. Venec se zaleti v bistvu v to podstat samega obeliska in tudi stoji točno na vogalu v bistvu te palače. Skratka, tukaj lahko vidite podobno kot v glasbi, eno izjemno uglasitev strukture na celoto, v bistvu tako iz središča kot iz roba, se pravi framing in targeting skupaj. Pa čisto sam še eno zanimivost v bistvu, ne, da Roba je veliko delal na Erbergovi graščini v Dolu in postavil tudi dva paviljona in pravzaprav ob dveh paviljonih nekaj svojih skulptur. Tako da ena naša hipoteza je bila, da je morda vodnjak treh kranjskih rek, kjer nikoli niso bile omenjene, katere so to, res tudi posvečen tej točki, kjer vidite, da se izjemno lepo stečejo v eni točki. To je zelo nenavadno, v bistvu to je neko neverjetno
naravno naključje, v bistvu neka negativna delta, kjer se praktično vse vode, ki tečejo čez Krask, pa pridejo skozi to reko s 7 imeni v bistvu do te točke. Vse vode, ki ne grejo v Sočo, pa se stekajo v Črno morje preko Sav, rečemo, in Save. In tudi v bistvu vse, kar se, rečemo, pretaka v tem delu Kamniških Alp, se zbere v tej točki. Skratka, ena je zelo zanimiva, rečemo, naravna točka. No in ker smo že pri 3 rekah, lahko vidimo, kako Plečnik v bistvu s tem svojim zanimivim mostom, ki ni ves nov, on dejansko upošteva sredinskega cesarskega, ki je bil že postavljen in kamnito dobro stoji, doda tej strukturi samo 2 mostova na vzhodu in zahodu. Tisto, na kar bi vas res opozoril, in to lahko sami pol preverite v realnem, pokazal vam bom samo polovico, ostalo bo ostalo vašim raziskavam, kako natančno on umesti v bistvu dejansko most v samo, rečemo, raščeno strukturo zgodovinskega mesta. Tukaj lahko vidite, da je os tega vzhodnega mostu naravnana točno na edini stolpič, ki kaže tudi razliko med popotresno gradnjo 1895, veste, da je bil velikonočni potres celo, in tisto višino, pravzaprav, ki jo ima srednjeveško mesto, in tam so hiše zadosti nizke, da tudi iz mostu tukaj vidimo timpanon mestne hiše in seveda stolpič mestne hiše. Mislim, da je to moj telefon, ampak upam, da ne bo prehudo glasno, tako da. No, če se obrnemo na drugo stran, vidite, da ista os na drugi strani zadane zvonik frančiškanske cerkve in pod njim seveda tudi spomenik v bistvu, ki sta ga delala Fabjani in Zajc. Ampak Plečnik je močneje se orientiral na zvonik, zato ker bi v nekih preureditvah prestavljal spomenik tudi na drugo stran. Skratka, geometrijska natančnost, v bistvu 2 točki definirata daljico ali premico. Ni pa pozabil tudi na točke ob tem. Tam, kjer Ljubljanica izjemno lepo zašumi, v bistvu je namreč na nekem rahlem ovinku, tukaj ob Tromostovju, kadar je zelo vodnata, skratka ta stik z naravo, tukaj je pravzaprav reka najbolj očitna, ampak Plečnik ne bi bil Plečnik, recimo, no, če jo ne bi točno v sredini, recimo, te odprtine, na drugi strani vidite 2 stebriča, navezal na stolpič mestne hiše. Se pravi, tisto, kar je bilo prej na robu, je v naslednji ključni točki njegovega Tromostovja v samem središču, in če vrnemo pogled z druge strani, lahko vidimo, da se je stari most vezal na, rečemo, levi rob in temelj, začetek temelja fasade, in Plečnik seveda izbere tako rekoč ta desni rob v bistvu in desni vogal fasade cerkve, tako da se praktično preko teh 4 topolov fasada zrcali v bistvu v gladini. Ker je naredil tudi zapornico, je Ljubljanica včasih zelo mirna, tako kot jezero, in takrat je pravzaprav to zrcaljenje tako, kakor v Benetkah. Tudi balestrade so beneške in s tem je Plečnik globoko poudaril romanski, se pravi ta italijanski, renesančni značaj v bistvu Ljubljane. To je samo ena polovica, drugo polovico lahko raziščete sami, ključ ste dobili. Hočem pa samo to povedati, da ta princip uglaševanja s prostorom, ko se vsak korak na nek način poskuša uglasiti s celoto, ko se en mojster naveže na dolgo verigo mojstrov pred njim in seveda s spoštljivim načinom, je bil v 20. stoletju prekinjen in je pogojil nek odnos do prostora, ki hlasta v bistvu za neke trenutne interese in rešuje v bistvu predvsem neke trenutne funkcionalne potrebe. No in ilustracija tega, mislim, da zelo dobra, pa ni Tromostovje, ampak četveromostje, ki ga v Ljubljani tudi imamo. Mogoče se spomnite še predzadnji most, tale tukaj na robu, se imenuje Dolgi most na nek način, na koncu v bistvu Viča. No, ampak tisto, kar je zanimivo, da razlog za most je ta mali graben,
prav imenuje se Mali graben, to je zelo poučno, ki ga komaj vidimo, ampak vidimo, da samo dva mostova, železniški in tisti stari, to je bila stara pot v Ljubljano z viške strani, premoščata Mali graben. Vsi nadaljni mostovi premoščajo mostove pod njimi. Skratka, če tukaj na nek način, tako kot v matematiki, neke stvari izostanejo ali pa pride do nekega ostanka, je ta ostanek že motna v strukturi za njim. Se pravi, če ne rešujemo tega, rečemo, z nekim mojstrskim pogledom, se nam na koncu zgodi avtocestni most, a vidite, ki premošča praktično vse mostove pod njim, zgreši seveda Mali graben, je pa izjemna struktura, ki zahteva neverjeten kapital in tudi ogromni čas človekov, da se zgradi, ampak kaj sledi? Pomislite, Mali graben, dobro, tukaj je še neko naključje, ki se je ujelo v bistvu ravno takrat, ko sem to slikal, na eni strani človeški korak, na drugi strani logika stroja. Na eni strani v bistvu mera človeka, na drugi strani stotine, da ne rečemo tisoče konjskih moči v bistvu pod pokrovi avtomobilov, od odzad pa rečemo tudi ta vertikalni potisk v bistvu nebotičnic proti nebu. Skratka, ta dva globalna izziva na nek način nas čakata, da se ne zgodi več to, da Mali graben pogoji največjo poplavo v bistvu na Viču, ki jo ne pomenijo niti najstarejši. Če pozabimo naravo, če dejansko na vseh ravneh pozabljamo pravzaprav, kako narava deluje, kako ona funkcionira, če je funkcija tako pomembna, se nam lahko zgodi, tako kot se je tem nič hudega svetečim ljudem, ki so kupili nova stanovanja, v bistvu spod imeli garaže v kleteh in jim je voda zalila v bistvu novo kupljene avtomobile. Na drugi strani vidite te komercialne centre. Skratka, civilizacija, ki ne upošteva, da temeljimo vedno samo na naravi in da bi jo mogli toliko razumeti, recimo, da nam en Mali graben res ne bi naredil takih velikih problemov. No, zdaj pa še en tak pogled, kjer nam je finančna kriza edina obvarovala ta pogled v bistvu še za prihodnost. Kajti to veste, da je pravzaprav Celovška ulica, konec, ne? To je eden najlepših pogledov na Ljubljano, v bistvu neka ključna ikona mesta. Slika je narejena iz Medvedove ulice in Celovške, iz tega križišča pri Tivoliju. In tukaj pogledajte, iz tega križišča je celo prva metropolitanska struktura, ki je v Ljubljano prišla v 30 letih, Šubičev nebotičnik, ki je bil dolg časa tudi mera za vse ostale nebotičnike, izrazito dobro uglašen z gradom. Ne samo z višino, ki je seveda samo na tej točki taka, ker tukaj gre za relativne višine, tudi v bistvu vrh, ta Tampijeto v krogu in votu na nebotičniku in recimo stolpič gradu, ki je pa poln in kvadraten in tvorta en izjemno lep kontrapunkt. Tudi moderna arhitektura nekdanjega delavskega doma je izrazito poravnana in za njo recimo na nek način ugaša, tako rekoč tudi ta dominanta gradu. Skratka, tukaj se je skozi vse stile 20. stoletja na nek način prilagodil tej osnovni sliki. Samo neko res čudno obdobje je pa lahko pravzaprav dalo tak možen rezultat, tak babilonski stolp, recimo, ki bi dejansko zamajal in oropal recimo to mesto za stik ne samo z kulturno zgodovino, ampak tudi v bistvu z naravo, tudi grajski grič se ne vidi več. Tukaj je pač kriza 2008 naredila svoje in do tega projekta tukaj ne bo prišlo, žal je pa padel v bistvu Kolizej, ki ga v svoji poeziji omenja tudi Prešern. Zdaj pa sam par skokov še do teoretskih prebliskov. V knjigi The Language of Postmodern lahko vidimo pravzaprav osnovno skico, iz katere se pa v naslednjih 30 letih razvilo tisto, kar danes imamo, skoraj vsa mesta,
tako rekoč so obkrožena z ekscentri, rečemo neke dodatne ponudbe, ki ni bila uglašena nažalost s tistim, kar neko mesto potrebuje za svoj normalen ekonomski obstoj. Če je tega preveč, seveda pride do zamika težišča in kar naenkrat mesta postajajo preveč prazna ali pa se praznijo in seveda imajo problem tudi potem z izrazitim izkoriščanjem zgolj skozi množični turizem, ki je pa spet pravzaprav problem nekega nesorazmerja, recimo. Mislim, spet nekega razkoraka med množičnostjo in individualnostjo. V tej isti knjigi se pravzaprav celo postmoderna začne s tem trenutkom, ko v Port Aigoju padajo socialni bloki in to naj bi bilo rojstvo postmoderne. Jaz sem bil takrat vaših let, v bistvu, ko se je to dogajalo, meni se je zdelo strašno čudno, kako se lahko eno obdobje začenja z rušitvijo, ne pa z zgledom nove gradnje. In res čudno ironija ali pa cinizem zgodovine je, da je bil arhitekt pravzaprav manhattanskih dvojčkov isti kot tudi teh blokov, Yamasaki. In če hočemo pravzaprav s spoštljivim odnosom do nepotrebnih žrtev takega konflikta v bistvu v bodoče graditi drugače, je dejansko tisto, kar nas lahko naučijo stari mojstri, ki jih nekateri moderni tudi razumejo, pravzaprav pot iz takih, rečemo, konfliktnih situacij. Da ne bom kazal recimo samo stare arhitekture, je izjemno dober primer razumevanja teh principov tudi Edvard Ravnikar, ki ga boste v Kranju kar na nekaj mestih srečali. Poleg Ljubljane je Kranj vsekakor tisto mesto, kjer je Ravnikar največ delal. No in tukaj lahko vidite, da on v bistvu že tako v podaljšku Plečnikove, Šubičeve gimnazije in potem v Maximarketu izrazito upošteva strukturo gradu, celo naredi neko lepo cezuro v bistvu na vseh ključnih točkah in potem s to vertikalno ritmičnostjo opozarja pravzaprav tako na cerkev v bistvu kot na grad. Hkrati pa lahko vidite, da Šubičeva ulica se zelo lepo naravna, to so stari mojstri znali narediti, na stolpič mestne hiše, tako da imamo v Ljubljani eno redko priložnost, da se pravzaprav državna hiša, kar parlament na nek način je, in mestna hiša srečujeta tako rekoč v isti osi in ni razlogov, da ne bi med državo in rečemo mestom našli tako rekoč boljšega ravnovesja, kot ni prostorskega razloga, da tega ne bi našli. Recimo, hkrati pa je mogoče zelo zanimivo, svojim študentom večkrat rečem, si predstavljate, da je bilo to grajeno in se imenovalo takrat Trg revolucije. In zdaj dam jim tudi eno uganko, v bistvu, a mislijo, da je bil Ravnikar tako pogumen, da se je igral recimo na nek način s temi podobami na samem Trgu revolucije. Vidite, da je prav iskal, kako lahko pokaže na nek način te okoliške cerkve. Ali se je morda zavedal, da so ti principi tako globoko pozabljeni, da tega pravzaprav vsaj naslednjih 20 let nihče ne bo opazil. No, ampak, da se je on zavestno s tem ukvarjal, kažejo ne samo Galetove fotografije, kjer je bil sam zraven, ko se je to slikalo, recimo, tudi njegove skice, pa vidite, kažejo, kako zavestno v bistvu on to sozvočje išče. Hkrati pa še Camillo Sitte je bil edini, Sitte, vidite gor, kaj je napisal, edini arhitekt, ki je v 20. pravzaprav pred 20. stoletjem, konec 19. napisal knjigo Umetniško grajenje mesta ali pa umetniški gradnji mesta, kjer se je približal na nek način tem principom. No in tukaj v bistvu v tej skici se mi zdi, da je en lep premislek. Tekstil je res globoko v strukturi, tako rekoč, ne samo naše civilizacije, ampak slehernega, ki je v to civilizacijo na nek način tudi rojen. In ni naključje, da imamo pravzaprav tekst, tekstil, tekstura v bistvu tako blizu, recimo. Dejansko tudi prvi, ki se je zelo sistematično ukvarjal z analizo zgodovinskih oblik Semper, temelji arhitekturo v bistvu na tekstilu. Šotor je bil tako rekoč prva arhitektura in dejansko on izvaja pravzaprav skoraj vse iz tekstila. In tudi te obešene fasade, ki jih tukaj v skici nariše
Ravnikar v bistvu so tako rekoč tekstilna struktura, so halja pravzaprav, ki to konstrukcijo, okostje, skelet, same stavbe nekako napolnijo v bistvu ali pa oblečejo. No. In tukaj vam pa še pokazal, kakšne natančnosti recimo pride na vsakem koraku, sem namreč v osi pristopne uličice, ki prihaja na Rjavčevo in gledajte, ko se premikam v bistvu, vidimo, da je Ravnikar naredi prav neke vrste kvante, da vsako od dominant, ki pride po nekaj korakih, naprej uravnovesi in na koncu imamo pravzaprav sliko, ki izjemno lepo pravzaprav odpre prostor na celotno zgodovinsko dominanto. Seveda pa arhitekt mora misliti tudi na prihodnost, ne samo na preteklost, tako da od razrešitve te luknje bo odvisna prosperiteta te dežele tudi naprej, recimo, tega se je Ravnikar očitno tudi zavedal. No in tukaj lahko vidite, kako je pravzaprav potegnil skupaj stare in nove dominante, kako je pravzaprav moral razgraditi to strukturo v bližini na nek način, da ni prišlo do prevelikega, rečemo, prevelike napetosti med temi že velikostno različnimi redi. On izjemno dobro naredi to tudi, ampak da ne bom predolg, koliko imam še časa? Sem že blizu. Olala, ne, pa poglejte. Potem pa samo še Kranj, vidim, da kava že diši. No, gledajte, edino to sem vam hotel še pokazati, gledajte. Recimo, ti principi niso samo mestni principi, tudi stari mojstri, izjemno preprosti v bistvu. Na nek način so tako kot pri ljudski glasbi, te osnovne akorde v bistvu izjemno dober. To je Studor v bistvu pod Studorjem, vas, ki se enako imenuje kot ta izjemno mogočna gora nad njo. In tukaj lahko vidite, kako se igrajo, rečemo, fasade. To sliko si zapomnite, kajte v Kranju je nekaj zelo podobnega v bistvu. In zdaj gledajte, če naredimo skok v drugo civilizacijo, Machu Picchu v Peruju, princip je isti. Gora kot dominanta, ki vleče na nek način celo ulico, da ljudje v bistvu hodijo proti cilju. Misel sledi smisel in na podoben način v bistvu vsaka pot išče cilj. A vidite, tudi strehe na nek način so uglašene na nek način s tem naravnim robom. No, tukaj običajno preberem še en Kocbekov zgodnji uvid. Spomni se otrok, on ne reče, zapomni si. On reče, spomni se, kajti v nas je ta globina in ta modrost, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji. Tudi ta vzmet duha je zelo zanimiva. Vzmet je skoraj da tehnična. Duha je za nekatere malo že staromodna beseda, ampak spoj je pa izjemen. Skratka, raznolikost v bistvu je lahko en izjemen dar. Na ključ naključja jaz začenjam s sliko na drugi strani mostu, kjer je bila prej zgodovinski most v bistvu z druge strani. Pokazal bi vam rad res to, ker ni naključje, da je Kiselstein kot graščina bil na nek način utrdba, ki je kontroliral pravzaprav dostop do Kranja. Ob njem seveda zraste največja katedrala, ki je tudi izjemno zanimiva. Tudi ta pogled v bistvu na ta južni del, 3 cerkve in 3 ulice na nek način sestavljajo Kranj. In tudi vidite, da tudi te stavbe, ki so močnejše, večje, ki so že v bistvu tista iz 19. stoletja industrija Kranja, ki ga je tudi močno vzpostavila kot industrijsko mesto, se še vedno prilagaja ritmu osnovnih struktur. No in če se zelo na hitro sprehodimo, vidite, da se most, tako kot se je tisti stari končal na drugi strani te male hišice, pa je ta seveda širši zdajle, se tale v bistvu konča na prvi strani v tem prehodu. Tudi potem, ko gremo ali pa če tukaj vidite, vse hiše se prilagajajo, da dominante nad njimi lahko ostajajo. Tudi v bistvu ti prehodi so zelo zanimivi, recimo pogled na glavno katedralo. Če gremo naprej, v bistvu se ves čas, kljub temu, da se bližamo, na ključnih točkah pokažejo v bistvu te dominante. Ta mali trg, recimo, tudi kako je hiša uglašena na nek način vidite, kako se v cezuri spet v tem umestnem stanju kaže ta
ključna kranjska cerkev in kako pravzaprav naprej se vedno znova forma hiše odpira v bistvu in išče neko nadgradnjo v ključnem poudarku mesta. Tukaj in tudi še en kontrapunkt, recimo v arhitekturi je kontrapunkt to, da če je gor poudarjen, je odspod v bistvu običajno v osi tudi nek vhod, tudi naravni fenomeni. Tukaj lahko vidite, kako lepo se pravzaprav ta ulica na nek način tudi odvije proti najnižji točki na horizontu, hkrati je pa v tej ulici izjemno močno prisoten hrib Šmarjetna. Če z druge strani pogledamo, v bistvu, kjer se pa ta dediščina moderna na nek način Kranja že izrazito kaže, huje kot vaško naselje, izjemen potencial v bistvu s tem prehodom prek starega mostu, nova stolpnica in tudi industrijska dediščina, ki sicer ne vem, kako je zdaj, posnetki so iz 12. leta, pa seveda tudi ena zelo čudna struktura, kjer sta policija in banka praktično v isti strukturi. No in če gremo z te strani, poleg teh, rečemo, med drugo svetovno zgrajenih stanovanjskih blokov po nacističnem ključu, vendarle vidimo, da se točno v osi v bistvu tam pojavi v bistvu glavna cerkev. Tudi ta prvi višja stavba recimo še vedno zelo spoštuje višine recimo, ne, in ne preseže in tudi je ni čutiti recimo iz glavnega trga. Je pravzaprav podobno kot Šubičev nebotičnik v Ljubljani, lepo umeščena v samo središče. Tudi ta stavba, ki mislim, da je Hus v bistvu njen avtor, lepo tako rekoč daje neko ravnovesje v dominantah. No, potem bi vam pokazal pravzaprav, kako se prva uličica, ki je vzporedna z, rečemo, tem tokom mesta naravna recimo na Pungartsko cerkev na eni strani in na Karavanke v ozadju na drugi strani. Iz globine v bistvu ves čas sledi eno in drugo možnost. No in tudi tukaj lahko vidite, ne, kako je pravzaprav timpanon prav na izteku te uličice v bistvu na drugi strani, kako pravzaprav arhitektura ves čas išče tam, kjer je nek prehod, v bistvu tudi neko znamenje, da je pač prehod vendarle pravi. Tudi na drugo stran vidite spet ta Šmarjetna, ne, in to kar pri vseh prečnih uličicah, sicer pred glavnim trgom tako izza vogala ne vidimo v bistvu ne cerkvice, ne te strukture v bistvu, ki arhitekture, medtem ko takoj, ko gremo malo globje v prostor, se tudi to odpre. Hkrati pa lahko vidimo, kako ena navadna struktura lahko tudi recimo zapre te principe, kar pa seveda tudi načelno ni nič napačno, kajti tako kot v modi je pravzaprav tudi v arhitekturi ključna zakonitost v bistvu tam nekje med odstiranjem in zastiranjem. No in če pogledamo zdaj na glavni trg iz te ulice nazaj, seveda je vedno, a vidite, tukaj, kjer je trg, v bistvu ni vrat, na drugi strani so vrata tisto, kar je nova dominanta. No in ko takoj za vogala pogledamo, vidimo seveda to izjemno dominanto glavne katedrale, eno najlepših gotskih cerkva v Sloveniji, ki jih sploh imamo. Ima pa še eno posebnost, da je zgrajena iz istega materiala, kot je temelj, na katerem stoji, kar iz tega kranjskega peščenjaka. V bistvu to je tudi zelo redko. Hkrati pa lahko vidite, kako je pa tista cerkev vmes, na koncu Tomšičeve, ne, dejansko prilepljena recimo na te fasade, da jo komaj opazimo, zato ker je v tem trenutku na prvem pogledu tako pomembna pravzaprav ravno ta ključna katedrala. Iz tega vogala lahko vidite, kako je umerjen v bistvu tudi obelisk tega vodnjaka, na nek način točno na vogal stare mestne hiše, mislim, in tudi po vertikali, venci in ostalo. Tudi ta vogal je izjemno zanimiv v bistvu, ker se odpira ne samo v trg, tukaj skozi to vidite recimo tudi ta prehod na drugo stran mesta in to se dejansko zgodi kot ob celem vogalu. In seveda tudi ta osnovna slika z vsemi temi dominantami pravzaprav izjemno uglašena kot en bogat
simfonični akord. Tudi pogled iz tega vogala po Prešernovi nazaj odkrije seveda na drugi strani Karavanke. No in če gremo zdaj po Tomšičevi, spet vidimo recimo Karavanke v eni smeri, v drugi smeri pa te tri cerkve, ki se izmenično tako rekoč izmenjujejo. Dokaj nenavadna hiša, ki pa seveda pušča odprt pogled v bistvu na glavno dominanto. Upam, da ni že zazidan zdaj v teh parih letih, ker dejansko moram reči, da tega od takrat nisem preverjal. Vidite pa na vogalu, tako kot je tukaj na vogalu glavna cerkev, je tam pravzaprav še stik v bistvu s to drugo cerkvijo. Skratka, tri cerkve, tri ulice, izjemno dobro ves čas uglaševane. Pogled v bistvu na Kieselstein z druge strani. No in gledajte, iz vrat Kieselsteina, točno tistih, ki smo jih prejle videli, kaj vidimo? Zelo lepo v bistvu spet tudi ta hiša ni zaslonila recimo cerkve in zvonika. In ne samo to, tudi v bistvu pogled iz vrat, recimo na tej drugi strani, izjemno lepo uglašen, tako rekoč s to osnovno dominanto. In samo obrnemo glavo, tako da vidite, da Plečnik ni nič izumljal. On se je samo učil v bistvu od starih mojstrov in posodabljal tako rekoč te principe. Pogled pravzaprav na to drugo cerkev, ki ima seveda spet en izjemno zanimiv, ti prehodi v Kranju so izjemni, to vam res priporočam, da poiščite tiste, rečemo, polprivatne prostore, recimo, ki so hkrati prehod mesta, pa že veža v bistvu privatnih stanovanj, ki nas pripelje pol na drugo stran, seveda v to neposredno območje glavne katedrale, kjer pa zdaj nimamo časa, da bi se pretirano s tem ukvarjali. Tukaj lahko vidite, kako se arhitekt tega vogala zaveda pravzaprav tega stika. In tudi potem, ko gremo naprej proti Pungartu, po Cankarjevi, lahko vidite, kako Plečnik umesti recimo to svojo dominanto, kako močno pa sta obstoječi cerkvi tukaj. Hkrati pa gledajte to igro, samo par korakov, pa vidite, kako se odstre tako rekoč cela struktura, kako Plečnik da tudi to svojo zaveso, ki je res kot neke vrste tekstil. In vidite te luknje, ki se dejansko sprehodijo po horizontu, rečemo, teh škofjeloških hribov v samem ozadju. Tukaj lahko vidite, kako mojster na nek način ne dela iz glave, ne izumlja, uglašuje v bistvu s tistim, kar je. Sam res pa je, da že mojstri pred njim uporabljajo zelo podoben jezik in so podobno občutljivi. Tudi tukaj, ko pridete po tem stopnišču gor, ko se obrnete, vidite dejansko eno zelo zanimivo diagonalno režo. Glejte, kaj se zgodi. Potem vidite drug kvant, ki je vhod v cerkev. Potem je potsko okno apside in na koncu to, kar smo že videli, recimo, dejansko zvonik, ki ima pa tam, kjer so ljudje drveli pravzaprav tudi v službe v 20. stoletju, še vedno lahko vidijo na nek način Krištofa, in če vidijo Krištofa, v bistvu vsaj ta dan ne bodo umrli nasilne smrti. Recimo. Skratka, ekonomija, ki stoji odzad, zelo lepo jo opredeli pravzaprav en nemški pregovor, da za prvi pogled ni nobene druge šanse več. In če to dobro premislite, boste videli, v bistvu, da vam to odpre ključ, da vedno, ko se nekaj prvič pokaže, ko stopite izza vogala in tako naprej, takrat so stvari uglaševane. Stare mojstre lahko razumete na tej točki. Ko se prvič odstre prostor, takrat je uglaševan. Tudi pogled nazaj. No in zdaj, da ne bomo v bistvu ves čas na dominantah kulturno-duhovnih, kaj je tista pa res globoka dominanta Kranja, ki se dejansko na drugi strani navizuje. Vidite tukaj, cel trg ob katedrali na nek način je v bistvu umerjen na piramido Storžiča, ampak ne samo to, a vidite tam globoko spodaj v bistvu tudi eno malo cerkvico, mislim, da je Lovrenc. Ja. Ja. In zdaj, kako globoko pravzaprav je vsajeno mesto tako rekoč v pokrajini. Mislim, to je izkušnja, ki je skozi stoletja pravzaprav se na nek način nabirala in kristalizirala. To je neke vrste
kako bi temu rekel, taka diamantna struktura, no, v kateri so rodovi mojstrov recimo pomagali, da se je to na nek način razvilo. In škoda je, da je pravzaprav na Zlatem polju na nek način zdajle tak velik ekscenter, ne, da večino tega dnevnega hrupa v bistvu ljudje preživljajo tako rekoč brez dnevnega okopanja v taki strukturi. Tako da jaz upam, da ta projekt mogoče lahko pripomore k ozaveščanju v bistvu res teh ključnih kvalitet tega izjemnega mesta, ki mislim, da če bi ga site poznal, bi ga sigurno umestil v svojo knjigo o umetniškem oblikovanju mest. Jaz sem imel pripravljen pa še tudi neko predstavitev, seveda izjemen potencial, no, to sem prej pozabil, ne. Res je, da nima veliko parkov, od Pungarta do Zelenega Gaja ni parka, ne, ampak v bistvu Soteska Kokre je en sam velik park, tako kot Vintgar pravzaprav ob samem mestu. Če se bo nevarnost padajočih peščenjakov recimo na nek način uredila, kar se lahko uredi, je pravzaprav to eno izjemno naravno zaledje s skritimi potenciali in seveda tudi tukaj v tej nižini se da videti v bistvu še vedno, kako narava naveže na svoje lastne vrhove. Dobro, tle sem imel mogoče malo, ampak to pa pustimo, zdaj sem res predolg, da se ne bo kava ohladila. Hvala.